Lep pozdrav, cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach. Še z komentatorskega mesta že smo se ogreli za tale drugi obračun 19. kroga, ko se bosta v Ljudskem vrtu srečala Maribor in Domžale. Omenili smo že večkrat v studijskem delu že razplet zaenkrat edine odigrane tekme. Vidimo sodniško ekipo, spoznali bomo tudi obe začetni enajsterici pri Mariboru glede na generalko, na tisto prvo tekmo na zadnji dan v Turčiji, 3 spremembe. Ažbej Jug je v vratih, potem pa, kot je Miha že ugotavljal v studijskem delu, morda celo prvič v klubski zgodovini 4 tujci v obrambi: Širvis, Mbondo, Rekik in Souza, Repas in Bartu in Žiga Repas, potem v zvezni vrsti Grlić, Sudani ter Mbina pa bodo skušali biti najnevarnejši za gol Lovra Štubljara. Golo je Štubljar, potem pa Kambič, Vujčić, Hempt in Milić v obrambi. Grajfoner, Lorber in Baruca v osrčju zvezne vrste, na krilih kapetan Šturm in Dovžan Karahodžić ter v konici napada Nikola Burić, eden izmed tistih. Tu je zdaj morda prva priložnost za Mbino v tem spomladanskem delu. Mbina si žoge ni uspel dobro zaustaviti, mariborski napad pa še traja. Elmas zaenkrat nima težav s tem, da igra žogo v svoji posesti. Tu je Jan Repas, priložnost za Sudanja in gol! Krasna akcija v 9. minuti in nekako se je oddolžil zdaj svojim privržencem, navijačem Maribora za izkazano zaupanje. Hilal Sudani, ki je zadel v 9. minuti za vodstvo. To je to, kar je Maribor želel. Nemočen je bil Lovro Štubljar, naivno so izpadli. Znova napad z desne v kazenski prostor, Žiga Repas in Sudani. Sudani in gol! 41. minuta. Ja, leta niso pomembna, to Sudani potrjuje. Sijajen zaključek in Mariborčani kar blizu odmora dobivajo to, kar so si z izkušnjami. Sudani do žoge ob Kambiču. Sudani tu je zadev Žigo Repasa. Še je lahko nevaren strel in Štubljar se je izkazal ob tem zaključku. Sin legendarnega Jasmina Handanovića, Domžalčani pa med tem v nevarnem napadu. To je obetalo in kaj kmalu bi se lahko Josip Iličić je tu sicer tvegal s podajo, ampak za Maribor se je vse srečno razpletlo. Pa zdaj krasna poteza Josipa Iličića, ki je s peto našel Žigo Repasa. Žiga Repas pa je streljal čez gol. Burić ali Ažbej Jug, Burić zanesljivo. 76. minuta. 2-1. Ja, ko je bil dosojen prekršek in se je ugotovilo, da je šlo za prekršek, jo pravljico po tistem že uspehu prve generacije zlate. No, zdaj je priložnost, da bi Maribor znova povedel za 2 zadetka. Štubljar pa se je izkazal. Iličić gre na preigravanje. Iličić, tole je tisto njegovo značilno preigravanje, ampak ni našel prostora za strel. Potem Grlić pred gol! Ni zadetka! Domžalčani se rešujejo. Še enkrat Grlić po podaji Sudanija. Tole bi moral biti še en kot, tako je. Nikola, rezultat na koncu ni takšen, kot ste si želeli, ampak vseeno, tale drugi polčas, v njem verjetno marsikaj dobrega, nekako s pogledom naprej. Da, šteta za rezultat, pogotovo zato što mislim da smo imali priliku možda zabiti još koji gol za izjednačiti. Bila je prečka u prvom poluvremenu. Drugo poluvremenu smo malo promijenili taktiku, dobro smo se dogovorili na poluvremenu s trenerom. Promijenili smo malo formaciju, dobro smo stajali, na neke više na kontra igrali. Imali smo neke svoje prilike, ali moramo biti iskreni, imali su i oni, tako da na kraju možda čak zaslužena pobjeda Maribora, moram priznati.
koliko ste nekako pridobili zdaj na samozavesti, borili ste se do konca za točko proti eni najboljših ekip v ligi, zdaj pa prihajajo za vas tiste iskreno najpomembnejše tekme. Sigurno da ova utakmica puno znači za samopouzdanje jer smo vidjeli da možemo igrati sa najboljim ekipama u ligi. Mi smo htjeli danas uzeti bodove, uvijek idemo igrati nevezano ko je to, da li je to Celje, da li je to Maribor, da li je to Koper ili možda neko s donjeg dijela tablice, mi uvijek idemo gledati sebe, idemo najjače i uzeti bode, uzeti 3 boda protiv bilo koga, tako da ovo nam je sigurno danas donijelo mnogo pouzdanja, mnogo vjere u sebe, tako da vjerujem da će biti sad puno više prilike sa možda nekim protivnikom koji nije toliko kvalitetan kao Maribor. Gospod Dončić, ja, nekako, ko tekmo izgubiš, seveda težko je kdorkoli zadovoljen, ampak vendarle, tale drugi polčas, kar nekaj stvari, ki ste jih pokazali na igrišču, verjetno z mislijo, če bomo to ponavljali proti tudi malce manj kakovostnemu nasprotniku, takrat se verjetno Domžale lahko nadejo boljšega rezultata. Pa jaz pravim tako, kot sem rekel pred tekmo, rekel sem, da nas čaka 18 zelo težkih tekmev, da vsaka je finalna tekma pomembna za nas. Meni je samo najbolj pomembno to, da igralci dajo vse od sebe, tako kot so dali danes, ne glede na to, da smo imeli veliko odsotnih igralcev. Že na začetku sem zmeraj rekel vsem igralcem, vse rabim, hočem, da so mentalno pripravljeni in ko dobijo priložnost, da je izkoriščajo. Današnja tekma je bila taka, da je šla v obe smeri. Po 2-1, jaz mislim, da smo imeli dve res dobri priložnosti za izenačenje, normalno je pa odločila individualna kvaliteta Sudanja. Zdelo se je, da ima Maribor tekmo bolj ali manj pod nadzorom, 2-0, nekako se je zdelo, da se vse skupaj celo že malce umirjalo, ampak potem ste našli neko iskro, se vrnili v igro, tudi to je verjetno nekaj, kar bo dober zagon za naprej. Pa dobro, jaz sem v polčasu rekel, rezultat 2-0 je vrljiv rezultat. Rekel sem, če bomo dali en gol, si takoj v igri, moraš biti pameten, moraš biti to, normalno, da smo si želeli. Jaz bi samo to rekel, da so igralci pokazali željo in pahtenje, da pridemo do izenačenja, in čestitam igralcem na borbo in za vse, kar so pokazali v cele tekme. Če pravimo ponovali, da je pred prvo tekmo novega dela recimo nekaj neznank, če zdaj malce pogledate pri sebi, ste po tej tekmi bolj samozavestni, bolj prepričani, da se lahko izkopljete iz vendarle še vedno kar težke situacije, če pogledamo lestvico. Pa dobro, mi se zavedamo, da je težka situacija, vendar pa menim, da vsi tisti mladinci, ki so dobili in pa mladi igralci, ki so dobili priložnost za igre, so nekako zadovoljili. Že v pripravljalnem obdobju so pokazali neko zrelost, da nam lahko ogromno pomagajo in pa da lahko računam na vse igralce, ki jih imam trenutno v garderobi. Vselej je lepo začeti del sezone, zmago, zagotovo zelo pomembna, nove 3 točke, potem tudi na lestvico pogled malce lepši. Zdelo se je, da imate danes res vse pod nadzorom, na koncu se vse skupaj malce zapletlo, na koncu pa, ja, če povzajeva, verjetno zelo pomembna zmaga. Res je, zmaga zelo pomembna zaradi začetka in na koncu težka tekma, imeli smo vse pod kontrolo, da damo še 3. gol in da tekmo mirno pripeljemo do konca, ampak to je nogomet. Na koncu iz ne tako težke situacije spiska sodnik penal in normalno po tem golu, ko smo ga dobili, je bilo težko. Imeli smo svoje šanse, nismo jih izkoristili, ampak velika zmaga. Nekako imamo občutek, da ste bili s prvim delom kar zadovoljni. Nekateri vzorci v igri, tudi videli smo Rekika, ki je pravzaprav v gradnji igre prihajal zelo visoko, kar se zdi nekako vaša ideja, da tu veliko sodeluje. Če nekako pogledamo samo prvi polčas, je to že nekako blizu tega, kar si sami želite? Gradimo, še zmeraj gradimo. Prvi polčas je bil dober, sigurno, da se lahko še boljše, ampak ne samo Rekik, tudi ostali so dobro odigrali in ni pa dosti, samo prvi polčas, tako da moramo dvigniti lestvico še več. Hilar Sodani, trenerji sicer ne radi izpostavljate posameznika, ampak vendarle danes se je spet dokazalo, kakšna dodana vrednost je za Maribor. Mi vemo, vsi tukaj v Mariboru in mislim tudi nasprotniki ga dobro poznajo, da je to ekstra klasa, super fant in tako, kot dela na treningih, to dokazuje tudi na tekmah in zelo pomembna 2 gola.
prihaja štajerski derbi, Maribor z zmago, Celje s porazom. Je to sploh zdaj kaj pomembno, ko gledate proti tekmi, ki pa vemo, da bo ena od prelomnic sezone? Pomembno je, seveda, mi smo zmagali in tako sem tudi rekel pred tekmo, da me zanima zmaga. Gledamo iz tekme v tekmo, gremo v derbi kot drugovrščeni in sigurno, da bo težka tekma. Mi moramo gledati na sebe in probati tudi to tekmo odigrati na najvišjem nivoju. Čestitke za zmago, zelo pomembne 3 točke, prva tekma novega dela sezone, sami ste zelo izkušeni in dobro veste, da je vedno malce težja kot ostale. Danes je verjetno najbolj pomembno to, da so točke doma na varnem. Istina, dobro večer, mislim. Uvijek je prva utakmica poslije pauza i teška malo, ali znali smo kako će biti ova utakmica. Čestitam svima igrača i navijača danas za 3 točka danas. Evo, kako ste rekli, jako pomembna danas pobjeda. Evo, 3 točka tu su Maribor i nije bila laka utakmica. Dobro smo išli na utakmicu. Evo, zaslužimo pobjedu danas i sad razmišljat ćemo dalje. Hilal Sudani je kot vino, starejši ste, boljši ste. Vemo, slišimo, kako profesionalno jemljete nogomet, kar se tega tiče tudi nekako vzor za mlade, dokazuje se tudi na igrišču, še vedno delate razliko, verjetno je današnja tekma nov pokazatelj tega, da ste še vedno pravi. Da, iskreno, za meni nije bitna uopće godina ili ne znam, stari, mladi, ako radiš točno i profesionalac i radiš u sebi, naravno uvijek ima nagrada i tako meni, ja nikad nisam predaju, treniram jako dobro i igram šta mogu, daću sve od sebi za moju ekipa, za svih igrača, naravno i čestitam isto i zahvalim isto svih igrača da su oni meni pomogli, naravno. I tako je, mislim, radimo svaki dan na sebi i za ekipu. Evo, baš sam sretan što sam ja zabio i još jedan sretan zato što zbog 3 točka danas. Ste vijolični bojevnik, nagrada, ki v Mariboru vselej pomeni še nekaj več, nagrada navijačev. Oni so tisti, zaradi katerih igrate nogomet, z njimi se veselite. Kaj vam to pomeni? Naravno, bilo mi je čast da navijača Maribor izabrali mi najbolji igrač u prošla sezona. Stvarno ja zahvalim ovdje što su meni dali ovo tu nagrada. Kako sam rekao, meni mi je čast i zahvalim još jednom i ja ću obećavam da ću sve od sebi, da uvijek Maribor će biti zmaga i od srca. Zahvalim.